Umetnost ni zgolj lepa in kratkočasna, temveč v sebi nosi potencial, da opozori na družbene težave in skuša najti rešitve. Takšno družbeno kritičnost si je kot temelj svojega dela zadalo Gledališče zatiranih. Spoznajmo ga. To je neka tehnika, ki jo je razvil brazilski režiser, dramatik, aktivist Augusto Boal in se zdaj uveljavlja tudi v Sloveniji. Je pa bistvo tega gledališča pravzaprav neko osveščanje, se pravi nek družbeni aktivizem, tudi drugo ime za to je Gledališče za družbene spremembe. Gledališče, da to intenzivno izobraževanje gledališča zatiram, sem dobila otroku puško, kaj me prijatelj gleda 3 mesece traja intenzivno, veliko različnih programov. Vsaka delavnica je trajala 4 ure, tako da so bile kar intenzivne in neko široko področje, celotno področje Gledališča zatiranih so zajele, plus še neke dodatne tehnike, recimo izražanje skozi ples, potem moderno klovnado, improvizacijsko gledališče. Tukaj sem se naučila zelo ogromno. Imeli smo vizualno umetnost, časopisno gledališče, slikovno gledališče, imeli smo tudi igro klovn. Zelo veliko različnih iger, ki to obogatila moje dosedanje gledališke izkušnje. Strankami jih pripeljali v naše podjetje in razkazali naše podjetje. Tako da... Ja, super, ja, odlično. Edino to me zanima 2 leti. Namen je v bistvu uporaba prav te umetnosti, uporaba te kulture, umetnosti na različnih tehnik umetnosti za nekako spodbujanje socialnega vključevanja. Današnja predstava je del enega večjega projekta ArtSoc, in sicer projekt dviganja zaposljivosti in pa socialne izključenosti tako imenovanih ranljivih skupin. V tej skupini sem bila edina gluha. Treći sem imela vedno tolmačico Tinkaro Benšiš. Ona je tako bila z mano, da se tam lažje zgledila, kaj se je dogajalo. Zanimivo je bilo to, da je komunikacija potekala enkrat v slovenskem, nego tudi v angleškem jeziku. Zaradi nekaterih Francije, nekaterih Španije, ali pa tudi drugih držav. Veliko je bilo izražene mimike, eksperimentacij. Med nami ni bilo nobenih težav, skratka ni. Ta gledališča skupina so imeli možno željo, tudi so imeli pogum, to tiste njihovo osebo. Še nisem razumela, so vse nekako eksperimentirali. To mi je bilo najbolj všeč. Posebnost Gledališča zatiranih je, da v predstavo vključuje gledalce. Ponudimo nek problem, nek družbeni problem, ki je zaznan in potem to sproži neko razmišljanje, spodbudi neke misli, neke možnosti in se preko aktivacije publike potem skozi improvizacijo, improvizirane prizore poskuša priti do nekih možnih alternativnih poti, se pravi, kako bi se dalo na dolgi rok počasi osveščati ljudi, opolnomočevati te ranljive skupine in pripeljati do neke spremembe v družbi. Iz Makedonije ste pa prišli v Slovenijo. Ja, veste, kako je v Sloveniji.
birokratske sisteme, jaz imam vse. Ne verjamem, da bo to, kar bom tedaj nabirali kuhne, bo tudi uporabljati na dober položaj kuhne.